Lep pozdrav, dobrodošli v novi epizodi Popotniškega snepa. V okviru današnjega dogodka, oziroma prvega dela dvodelne epizode oddaje Popotniški snep, bomo govorili o posebnem mednarodnem programu, ki gradi na ozaveščanju in izobraževanju mladih o odgovornih načinih potovanj. Več o programu boste danes z nami delili gosti, aktivni prostovoljki programa, prostovoljkinji programa Nadica Žnidar in Anja Podlipnik, predtem pa še nekaj ostalih vsebin, ki jih moram deliti z vami. Torej, oddajo, ki organizira Popotniško združenje Slovenije v sodelovanju z Mladinsko-kulturnim centrom Maribor, moderiram Tine Nipič, drugače pa je ta oddaja eden izmed projektov Popotniškega združenja. Eden takšnih je tudi spletna revija Globetrotter, kjer so zbrani raznovrstni članki naših prostovoljnih oziroma prostovoljnih novinarjev Popotniškega združenja. Tako da, če revije ne poznate ali pa še niste spletno prelistali, ste lepo vabljeni k branju. Kot je bilo izpostavljeno v zadnjih epizodah, vas obveščam tudi o dobrodelni akciji. V okviru Popotniškega združenja lahko pomagate otrokom do oddiha na morju, natančneje do oddiha v mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Debeli rtič. Sodelujete lahko tako, da bodisi namenite del dohodnine, uporabite direktno nakazilo ali pa SMS donacijo. Več o teh navodilih pa lahko vidite v spodnjem okvirčku na vaših zaslonih. Prav tako pa je več informacij na spletni strani Popotniškega združenja. Da pa ne bom predolg, torej lepo pozdravljam Nadico in Anjo in dobrodošli v Popotniškem snepu. Da prebijemo let, torej prvo vprašanje o tem projektu, torej naslov projekta je Travel Different for Future. Za začetek, kaj sploh predstavlja ta obljubljajoč naslov programa, na katerem aktivno delujete? Hvala Tile. Se pravi, Travel Different for Future, kot bi samo ime pove, je v zvezi bolj z trajnostnimi načini potovanja, se pravi na nek drugačen način, kakor so nekateri vajeni, ker mogoče je bilo zdaj malo bolj na masovni turizem, zdaj pa se bomo fokusirali malo bolj na trajnost. Ok. In s tem mislim, da je čas, da kar pričnemo z predstavitvijo tega programa, nekaj tehničnih in teh številskih podatkov, pa seveda vajni izključene na tem projektu. Tako da sedaj se bo prikazalo tudi zaslon z drsnicami. Tako da. Torej najprej malo mogoče tazga uvoda o tem projektu, kakor sem že omenila, je to v zvezi s trajnostjo bolj, se pravi nekim alternativnim načinom potovanj. In sicer ta projekt je mednaroden, trenutno smo 4 države, ki pri tem sodelujemo in cilj je nekako spodbuditi mlade, da razmišljajo o nekih drugačnih potovanjih, se pravi na bolj trajnosten način, da se zavedajo, kakšen vpliv imajo njihova potovanja na okolje, na lokalne skupnosti, na prihodnost turizma, se pravi ne samo, da grejo na neko destinacijo in počnejo to, kar želijo in se vedejo nekako, drugače, kakor bi se doma, se pravi, da ne upoštevajo kakšnih lokalnih smernic in podobno, ampak jih mi nekako hočemo prepričati oziroma jim pojasniti, zakaj je dobro in smiselno, zakaj naj bi se nekako probali bolj integrirati v lokalno okolje in bolj pravilno obnašati, da ne bi tam škodili niti okolju, niti ljudem, niti njihovi kulturi. In mi, da bi to dosegli, organiziramo delavnice. In te delavnice niso samo teoretične, glih zaradi tega, ker marsikateri mlad v teoriji že ve, kaj pomeni trajnostno potovanje, ampak mogoče pa mu ni to toliko v podzavesti. In zato s temi delavnicami vidi, kakšni so načini, da bi lahko pokazal, da res razume ta pojem, ne samo, da ga zna obrazložiti. In zdaj sam projekt se je začel bolj tak majhen, je bil krajši, je trajal od leta 2022 do 2024. Potem smo pa ugotovili, da to dobro gre. Predstavljali smo projekt na večjih šolah, predvsem v Sloveniji smo bili zelo, zelo uspešni in smo zato ugotovili, da super nam gre, čedalje boljše se razvijamo, tako da dajmo se prijaviti na nove razpise, dobiti nova financiranja, da na ta način lahko nadaljujemo z delom in še vnaprej razvijamo še nove vsebine, še več mladih podučimo o tej temi, torej kako potovati na trajnosten način. In to je mogoče to v tej neki zgodovini. Zdaj pa, kar se tiče
samih članic in financiranja. Torej, mi smo 4 države, ne? Zdaj začeli smo samo Slovenci in Nemci. Potem pa so se nam leta 2024 pridružile še 2 drugi članici, in sicer Španija in Portugalska. To je bilo potem, ko smo pač že videli, da ta projekt funkcionira, da je nek smisel nadaljevati, in zato potem pač se nam je zdelo smiselno še več držav in tudi v prihodnosti pač bi še več držav radi vključili. Zdaj, te delavnice, ki sem jih omenila, niso samo v Sloveniji, ne, ampak so v vseh 4 državah. Se pravi, ne samo, da skupaj razvijamo, ampak potem tudi v različnih državah predstavljamo študenti oziroma mladim. Zdaj, mi delamo v Sloveniji, iz drugih držav delajo v njihovih državah, ampak imamo pa iste vsebine, zdaj samo prevedene v pač jezike, tako da se pač vsi razumemo, a ne. Zdaj, kar se tiče financiranja, imamo pa, se pravi, ena finančna podpora je strani nemške organizacije DPU. Oni v bistvu podpirajo neke inovativne ideje, in pač so nam na ta način v bistvu finančno kar dovolj pomagali. Poleg tega pa še dobivamo Erasmus plus sredstva. Tukaj tudi smo se že prijavili, se sproti prijavljamo tudi, da financirajo razne seminarje, ko se dobivamo, se pravi, z vsemi članicami na enem mestu. In v bistvu na ta način sploh delujemo, ne, se pravi, brez teh sredstev niti sam projekt ne bi mogel obstajati. Zdaj bom pa kar prepustila še mogoče malo besedo Nadici. Ja. No, lahko na tej prekinem za sekundo, torej se slišimo. V glavnem, zanima me torej, ustanovni članici sta bili Popotniško združenje Slovenije pa organizacija iz Nemčije, ne, kot tisti, ki ste s projektom začeli, ne. Drugače pa ciljate, torej nagovarjate tiste bodoče popotnike, ne, tiste, na katere še lahko vplivamo, ko so v teh razvojnih obdobjih, kar pomeni, da bojo seveda učinki tega projekta vidni še leta kasneje, ne, kot pa trenutno to poteka, ne. Ja, pač točno tako je, kakor si rekel, se pravi, Popotniško združenje pa nemška organizacija Janun iz Hanovra, pač mi smo originalno zaštartali to idejo, ne. In ja, cilj je, da pač mladi res na daljši rok to razumejo. Se pravi, da zdaj, ko so mladi, jim že mi v bistvu to razložimo, nekako, da bojo res razumeli, ne samo, da vejo teoretično, kaj to je, ampak da tudi razumejo in da si nekako želijo potovati na tak način. In da potem tudi oni naprej, ko bojo imeli svoje otroke ali pa že zdaj svojim prijateljem, da tudi pač mogoče to sporočijo naprej. Torej, vzgajate odgovorne turiste, lahko rečemo, ne? Evo, tako. Okej, no, zdaj pa v bistvu vprašanje, ki se nam sploh poraja pri tem programu je, kako velik ima vpliv pač turizma na okolje, na trajnost in v bistvu s tem programom bi želeli čim več mladih ozavestiti, da pač obstaja neko trajnostno potovanje in da morajo tudi sami prevzeti odgovornost, na kakšen način potujejo za boljše okolje. Torej, zdaj pa, če povemo nekaj zanimivih dejstev o turizmu in okolju. Torej, turizem je pomemben gospodarski sektor, ki prispeva 10% svetovnemu BDP-ju, in kar je v bistvu 330 milijonov ljudi. V bistvu turizem povzroča 8% svetovnih emisij in je pač ima pomembno vpliv na okolje, to se mogoče ne sliši toliko veliko, ampak recimo, če pač pogledamo na svetu, recimo tudi v Sloveniji, ne potuje zelo veliko ljudi in če je teh 8%, je v bistvu to kar zelo veliko. Potem recimo turisti v Španiji v povprečju porabijo 3 do 5 več vode kot domačini, kar se v bistvu tudi tukaj vidi, da v bistvu turisti niso ozaveščeni, koliko na lokaciji oziroma na potovanju v bistvu sploh v tem primeru porabijo vode, ampak niso ozaveščeni, kako to vpliva na njihovo okolje, v katerega prihajajo. Potem recimo pred pandemijo COVID-19 so pa napovedali, da se bo turizem do leta 2030 podvojil, kar je seveda zelo veliko in iz tega vidika je še posebej pomembno, da čim več ljudi ve, kako trajnostno potovati.
Okej. Zdaj pa še, torej ključni cilji programa so, če povzamemo, ozaveščanje mladih o okoljskem vplivu potovanj, izobraževanje mladih o trajnostnih praksah potovanj, na kakšen način lahko sploh trajnostno potujejo, in pa pač, da spodbujamo tudi neko, vrstniško poučevanje, kako se lahko izobražujemo, da bomo boljše na trajnostni način potovali. Torej, ciljne skupine, programa, so predvsem pač temu, ke predstavljamo, so mladi od 13 do 18 let, torej to je srednja šola od 1. do 4. letnika. Ozaveščamo jih o, kot sem že rekla, o okoljskem vplivu potovanj, na kakšen način lahko potujejo, kakšne so možnosti potovanja predvsem za mlade in kako se v bistvu skozi potovanja oblikuje recimo navade, da so res trajnostne, pač preden postajajo ene trajno. Potem pa mi kot, poučevalci smo pa mladi odrasli od 18 do 30 let, ki jim pa razlagamo o razumevanju trajnost, kaj sploh trajnost predstavlja, da jim zagotavljamo znanja, veščine in priložnosti za potovanje in da so tudi pač seznanjeni, na kakšen način lahko potujejo, da lahko potem recimo še oni izobražujejo recimo doma starše, če nimajo te prakse. Mogoče kar na tej točki bi vaju vprašal, v okviru teh delavnic ste kdaj naleteli oziroma ste stopili v stik s starši teh mladih, pač otrok, ali je načeloma zdaj bilo omejeno le še na Ne, zaenkrat je bilo omejeno le še na dijake oziroma na srednje šole. in kasneje seveda ti tudi to v družini svoja gospodinjstva prenašajo to znanje, ne? Ja, upajmo. Če ne drugega, pa prostovoljci svojim družinam pa prijateljem, Ja. ne, tako da nekako Torej, naprej gre. širi, Ja, točno to. Okej. Moramo biti zgled, ne? tako. Okej, torej v bistvu je že več kot 80 mladih aktivno soustvarja pri projektu, torej vodimo aktivnosti, sodelujemo pri odločanju, zagotavljamo dolgoročno trajnost in pa pač spodbujamo nove ideje in pobude, kako bi bili lahko še bolj trajnostni oziroma ozaveščeni, da bi res v bistvu iz same teoretične predstavnosti, kaj trajnostno je, to prenesli potem še v prakso. Ja, zdaj pa mogoče samo že kar, na kratko o naših delavnicah, ki sem jih že prej omenila, a ne. Torej, ko gremo mi na neko srednjo šolo, mi že predčasno vemo, katero delavnico bomo izvedli. In zdaj trenutno imamo 6 delavnic, ampak tako, da bi že večkrat izvedli in da so nam mogoče že malo bližje, so 4. To so mikroavantura. Zdaj podrobneje bova te delavnice mogoče v nadaljevanju predstavile, ampak vseeno mogoče kakšna beseda o tem. Pač mikroavantura, tako kot že tudi dijakom na začetku povemo, je neko krajše potovanje v bližini, z nizkim budgetom, se pravi, da je res poceni, da grejo lahko tudi mladoletni, ne, zato ker na primer starši, če bo nekdo hotel samo tamle v sosednjo vas, ne bojo imeli verjetno nekih pripomb. No, tako da ta delavnica se nam zdi v bistvu glih iz tega vidika dobra, da je res namenjena tudi prvim letnikom srednje šole, ke še niso polnoletni, ke mogoče še nimajo nekih potovalnih izkušenj. In, skušamo nekako reči, okej, tole je ena opcija, mogoče lahko probate. In hkrati je trajnostna, hkrati pač nekako promovira to, za kar mi stojimo, tako da se nam je zdela taka dobra delavnica sploh za štartati. Potem pa imamo še potovanja za mlade. Ta je sicer tudi primerna za mlajše od 18, ampak mogoče jo že skoraj rajši predstavimo polnoletnim, se pravi tam nekje 3., 4. letnik srednje šole. Zaradi tega, ker ta je pa že kar malo bolj specifična, se pravi, bolj glede potovanj, kakšne opcije imajo mladi. Zdaj, ali je to prek Erasmusa, ali so to kakšne druge opcije, ne vem, au pair, oziroma kakšne couchsurfing, ali pa da grejo, ne vem, delat na kakšne kmetije. Zdaj, lahko je to tudi v Sloveniji, ne, sploh ni, da je nujno zdaj v tujini. In, tekom vseh teh delavnic hočemo povedati, da ni nujno, da potuješ ne vem koliko kilometrov stran, zato ker že Slovenija ponuja marsikakšno stvar, ke niti vemo ne zanjo. In to v bistvu skušamo v vseh teh delavnicah omeniti in je neki cilj mogoče to spromovirati tudi Slovenijo.
Potem je mobilnost in podnebne spremembe. Ta je še nekako najbolj teoretična delavnica, ki jo trenutno imamo. In sicer tukaj je pač predstavljenih malo več samih dejstev, kot da jo spet predstavljamo bolj v prvem letniku niti ne, ampak potem malo starejšim, ker gre že kar konkretno, kaj sploh podnebne spremembe so, mobilnost, se pravi, ne vem, promet, kako je z onesnaženjem, se pravi, kar konkretna, so bolj konkretne številke. Potem naslednja je okolju prijazen šolski izlet. To je spet mogoče malo za mlajše, ne, v 4. letniku tega že ne izvajamo, zato ker tukaj pa hočemo nekako mlade vključiti pri odločitvah šolskih izletov. Se pravi, na primer, v srednjih šolah imajo zdaj organizirane kakšne izlete in mi že na začetku vprašamo, ampak a vas kaj vprašajo pri organizaciji, ne vem, vaše želje, kako bi vi mogoče to izvedeli, in tukaj jim povemo, kakšne bi bile dobre opcije, če bi imeli možnost izbirati. Se pravi, kako bi lahko pomagali pri šolskih izletih, pri organizaciji in tako. Potem pa sta še 2 delavnici, in sicer okolju prijazne počitnice in pa ogljični odtis in izravnava. To sta novejši, tako da jih marsikdo, se mi zdi, večina od nas niti še teh 2 ni izvedla, ampak več podrobnosti bo, se mi zdi, v drugem delu o tem bolj povedale. Ampak sta pa to še 2, ki se jih še preizkuša, sicer jih že ponujamo, ampak še mogoče nista toliko peljane kot prve 4, no. Ja, potem pa še... Torej, če vprašam še pri teh delavnicah za sekundo, katero pa tak najraje od teh 4 izvajate, oziroma se vem, da so za različne segmente, ne, mladih, ampak katera je tista, ki je tak najbolj, oziroma naleti na največji posluh in je najbolj zanimiva za deležnike, oziroma... Ja, sicer bova kar še veliko o tem v nadaljevanju govorila, no, ampak mogoče vse na kratko. Zdaj, res, mikroavantura je za vse. Lahko ne glede na starost, ne glede na to, koliko ima, ne vem, nekdo denarja, koliko nekdo želi sploh potovati, koliko mu starši dovolijo. Mikroavantura je taka za vse. Medtem ko druge so pa že lahko malo bolj specifične. Tudi pri mobilnosti in podnebnih spremembah niti ni nujno, da si bojo toliko veliko zapomnili, ker so res pač malo bolj dejstva, malo bolj številke. Potem pri šolskem izletu je bil kar velik problem na začetku, ker nekatere šole niti nimajo veliko potovanj, niti ne sprašujejo dijakov po njihovem mnenju, ne. Tako da v tem primeru smo bili kar veseli, če šola ni zbrala te delavnice, da jo predstavimo, ker niti ni bilo toliko smiselno. Potovanja za mlade je pa res tako, da za te, ki so 4. letnik, so zanimive, za mlajše so pa lahko že malo manj. Tako da se pa kar pozna, da pač mikroavantura mogoče med popularnejšimi. Imam pa še eno vprašanje. Zdaj smo govorili torej o vplivu na vidik povpraševanja, ne, torej na razvoju kompetenc pri teh mladih popotnikih. Kaj pa recimo na vidiku ponudbe, torej tudi kdaj predstavite primer kakšne dobre prakse destinacije, ki je zelo dostopna z javnim potniškim prometom, ne vem, kaj podobnega, recimo v kakšni delavnici ali pa kaj takšnega? Ja, imamo tudi konkretne primere. Zdaj, na primer, v eni delavnici se prav fokusiramo na Pariz, na primer, kako bi bilo iti v Pariz. Potem že pri mikroavanturi recimo imamo tudi primerjavo različnih destinacij s slovenskimi podobnimi. Se pravi, na primer, neka zelo znana atrakcija, ne vem, na Kitajskem mogoče, ali pa tudi v Franciji, v kakšni kjerkoli drugi državi. In potem imamo zraven primerjavo neke podobne atrakcije, ki je v Sloveniji, ampak ni znana ponavadi, ne. In tudi, ko dijaki vidijo, so včasih niti ne vejo, a je to v Sloveniji, ni v Sloveniji, ker jim ni znano. In potem, ko rečemo, ja, drugače to je v Sloveniji, so kar presenečeni in mislim, da je to mogoče, kar mi iščemo. In s tem dosežemo to, kar želimo. Se pravi, da bojo oni videli, da mogoče bi pa lahko tole v Sloveniji šli pogledati, ker je pač alternativa. Ni zdaj enako, ampak je pa alternativa. Torej ste še tak prav ambasadori skritih kotičkov Slovenije na nek način. Ano, lahko tudi rekli na nek način, ja. In sedaj lahko nadaljujemo, ja, so število doslej izvedenih delavnic. Tako, ja, zdaj tukaj se tudi vidi, ne, da mikroavantura, kakor smo že omenila, je nekako najbolj popularna opcija in smo jih izvedli že 58. To se vidi, ja, da je primerna res za vse.
In tudi z njo smo na začetku že začeli, je bila ena izmed prvih delavnic, zato tudi toliko višje število. Potem potovanja za mlade smo jih izvedli 19, tukaj se pozna, da so predvsem za bolj polnoletne, tam 3., 4. letniki. Mobilnost in podnebne spremembe je že 36. To se mi zdi, da sem že prej nekako omenila, no, da je ta tudi, kljub temu, da so bolj dejstva in je mogoče malo bolj taka konkretna, kakor druge, ki so malo bolj sproščene, je vseeno popularna, zato ker ni vezana na starost dijakov, ne. Se pravi, ni zdaj važno, a imajo oni v šoli šolske izlete, a imajo oni že možnost iti brez staršev potovat. Ampak to, glih zato, ker je toliko teoretično, lahko predstaviš vsakmu. A hkrati ni toliko teoretično, da bi rekel, to je pouk. In je še vedno na bolj zanimiv način predstavljen nekaj, kar bi lahko bilo tudi v šolskem programu. Se pravi, velikokrat je tudi tako, da že marsikaj od tega se jim približno sanja, da že do neke mere so se učili, ne vem, pri geografiji na primer, tako da to je nekako, pozitivno. Okolju prijazen šolski izlet, 12. Ta je bila tudi ena izmed prvih delavnic, ki smo jih izvedli, ampak v primerjavi z drugimi, tudi šole, ki zbirajo, se jim mogoče spet zdijo druge malo bolj zanimive. In potem pa še okolju prijazne počitnice, to pa smo šele začeli, tako kot potem tisto zadnjo delavnico, ki smo jo prej omenili, ker še ni bilo nobene izvedene, no, ampak pri okolju prijazne počitnice smo pa že prišli na 2 in se bo pač zdaj probali še jo malo bolj vpeljati. In potem v naslednjih letih, že zdaj proti koncu leta, pa potem z naslednjim šolskim letom, da se bo mogoče malo bolj promovirala, da jo bomo probali večjim šolam predstaviti. Mogoče pa kot še zanimivost, da smo imeli skupaj več kot 120 delavnic, kar je zelo velik uspeh in se je tudi mogoče to videli pri porastu, ne. Se pravi, mi nismo imeli vsako leto nekako isto število delavnic, ampak smo začeli res bolj na malo, potem pa se je vsako leto večalo in se vidi že tudi pri izboru šol, da tiste, ki so že bile vključene v naš program, se zdaj nas spet vključujejo. Se pravi, so bili toliko zadovoljni, da so rekli, okej, mi bi pa zdaj vas spet rabili za neko drugo delavnico ali pa za enako, ampak za pač drugi razred. Tako da je kar zelo, zelo pozitiven odziv s strani šol, kar se tudi pač kaže zdaj v teh številkah. Pa lahko kar naprej, a ne? Ja. No, tako, kakor je že Anja omenila, da delavnica, teli prijazni šolski izleti niso toliko popularni, pač iz večjih razlogov smo uvedli tudi kampanjo Podnebju prijazni šolski izleti, s katerim bi vseeno šole in dijake in učitelje malo bolj nagovarjali, da izberejo te delavnico, ker je res pomembna. No, in to smo pač v bistvu tako naredili s kakšnimi informativnimi plakati, s praktičnimi napotki, ker se nam zdi res pač pomembno, da tudi v bistvu dijaki ne da samo poslušajo samo o trajnosti in da je treba biti ozaveščen, ampak da tudi sami začnejo malo razmišljati, kako bi pa v bistvu sami na šolskih izletih lahko bili bolj trajnostni, kaj bi lahko oni pripomogli k boljšemu okolju. No, in v bistvu zato, to je v bistvu ta delavnica Podnebju prijazni šolski izleti, ko pač, ke zaenkrat še ni čisto, ampak res upamo, da jo bojo več učiteljev zbrali, ker je v bistvu pač res pomembno, da dijaki sami naredijo kaj za okolje, ne samo, da poslušajo. Torej se vaše delavnice tudi dopolnjujejo, ne, torej kakšna teoretična, pa kasneje tudi takšna praktična izvedba tega, kar ste govorili, no, in pač implementacija v prakso, no. Ja. In sedaj lahko gremo kar na naslednjo drsnico, da se naloži. No, zdaj bomo pa predstavili en nov načrt oziroma da nadgradimo projekt, se mu pa reče Travel Different for Future Toolbox, ki je v bistvu pa tako zbirka metod in aktivnosti za delo z mladimi. Pa gremo lahko kar naprej. Torej, v bistvu, kaj sploh je to? To so kratke interaktivne metode od 10 do 20 minut, ki so pač vodijo jih mladi za mlade in v bistvu se jih uporablja na kakih socialnih
združenj, kot so recimo festivali, sejmi, mladinski dogodki, kjer v bistvu v čim krajšem času probamo razložiti sploh bistvo našega programa in v bistvu bistvo našega programa in zakaj se mi zavzemamo in kaj recimo tudi podpiramo in promoviramo skozi ta program. Torej, glavno pa je, da podpiramo in promoviramo delavnice, da čim več ljudi ve za te delavnice, čim več šol in pa v bistvu, kot sem že omenila, to kampanjo okoli prijazni šolski izleti. Potem je pa še druga nov načrt, so pa simulacijske igre, ki pa v bistvu omogoča, da skozi simulacijo razumejo kompleksne izzive trajnostnega turizma. Pa je več v naslednjem slajdu. Torej, to so pa v bistvu interaktivne metode, trajajo od 120 do 180 minut in v bistvu simulirajo konflikte iz različnega življenja, ki potem v bistvu morajo sami rešiti ta konflikt, razdelijo se v različne skupine in se potem pogajajo o rešitvah, o strategiji, zavestnosti, da sami naredijo neko rešitev za nek simulacijski problem, ki ga v bistvu svet ima, ampak za njih je v simulaciji. In v bistvu to je pomembno, da res razumejo trajnostni turizem z različnih perspektiv, da je v bistvu tudi izkušnja demokratičnega procesa in kompromisov v praksi in pa v bistvu za srečanje recimo tudi je namenjene pa za srednje šole in pa tudi mogoče pol že univerze, ki je res malo težji, ker morajo sami najti neko bistveno rešitev za nek realen problem. Ja, potem pa v bistvu sam še glede prihodnosti tega projekta. Sicer to sem se mi že prej malo omenila, ampak mogoče tako za nek povzetek, za tako nekako vse skupaj, kakšna je naša prihodnost, a ne. Torej, mi imamo že zelo veliko prostovoljcev, ampak te prostovoljci se menjavajo, se pravi, pridejo, grejo in cilj jih je dobiti čim več, vedno nove, oziroma če tudi ostanejo te, ki so že od štarta, super, ampak cilj je pa vedno več, nikoli jih ne more biti glih preveč, a ne, zato ker itak se računa, da pa kdo ne more priti, pa kdo gre na kakšno izmenjavo, kdo gre v tujino, tako da cilj je definitivno pridobivati čim več prostovoljcev, ki bi bili pripravljeni izvajati delavnice. Da pa seveda vsi pridemo na vrsto, a ne, pa da se to lahko sploh še naprej širi, je pa tudi potrebno doseči čim več mladih s temi delavnicami. Se pravi, da gremo na čim več šol, uspešno izvedemo, smo povabljeni še naslednja leta in mogoče, da se tudi potem šole med sabo malo povejo, kako jim je bilo, mogoče svetujejo drugi šoli, mogoče mladi svojim prijateljem iz drugih šol povejo in potem te šole nas kontaktirajo. Tako da iz tega vidika da bi bilo čim več in prostovoljcev in pa tudi dijakov, ki bi si želeli še take delavnice, še več o njih slišati in spodbuditi profesorje, da mogoče nas kontaktirajo. Potem zaenkrat smo 4 države, startali smo z 2, Slovenija, Nemčija in zdaj še, se pravi, Portugalska in Španija. Cilj bi bil še povečati to mrežo, se pravi, vključiti nove partnerje in organizacije. Zdaj bile so že kar neke debate, tudi katere države bi si želeli, pa katere bi mogoče imele voljo, ampak zaenkrat konkretno smo me 4 države, kot sem omenila. Pričakuje pa se, da se bojo postopoma potem pridruževale še druge. Bila je pa tudi neka ideja, da te delavnice ne bi samo bile v srednjih šolah, ampak tudi v hoslih, v kakšnih mladinskih organizacijah oziroma kakršnekoli druge opcije. Se je tudi že nekaj poskušali, zdaj, kako je uspešno, zaenkrat še ne toliko, kakor na srednjih šolah. To, kar je srednje šole, nekako najbolj funkcionira, se tudi najbolj poslužujemo mogoče tega. Je pa mogoče kot zanimivost, da srednje šole ni vedno samo vse v slovenščini, v teh naših klasičnih, navadnih srednjih šolah, ampak smo tudi že imeli v angleščini, v kakšnih bolj mednarodnih šolah ali pa na mednarodnih programih. Tako da kot organizacija oziroma kot projekt smo odprti, da so delavnice, v bistvu jih tudi lahko prilagodimo in potem izvajamo skoraj kjerkoli, se ne vežemo samo zdaj dijaki, ne, ampak smo toliko odprti in da si
tam, kjer nas želijo, tam bomo. In ker želimo pač se čim večjim ljudem predstaviti. Zato pa, da bo pač še to lahko se nadaljevalo, pa da ne bomo na neki šoli že vsega predstavili, je pa tudi pomembno, da se naprej razvijamo. Da imamo pač nova orodja, da imamo nove vsebine, ki jih lahko predstavimo tistim, ki nas že poznajo, ne? In pa pač seveda tudi novim, ker mogoče, če koga trenutna vsebina ni zanimala, pač mogoče pa naslednja jih bo. Tako da to je to so naši cilji, no. Ok. In vaša spletna stran? Ja, zdaj to je pač bolj taka stvar samo, no, dostop do naše spletne strani. Tukaj pač najdete te vsebine, take stvari, ki smo se zdajle pogovarjali, tako da, QR koda, če koga zanima. Tudi prostovoljci se vedno iščejo, tako da, a ne, ja. Super. To pa je že v bistvu, ja. Jaz bi vaju pa na tej točki še vprašal, torej, izpostavili sta, da je pozitiven feedback, ne, povratne informacije tudi strani šol, da vas kličejo nazaj in tako naprej. Je kaj takšne, kaj bi se izpostavili kot pozitivno so strani mladih, ki so bili deležni vaših delavnic? Še kaj tak posebnega, nekaj, kar ste si zapomnili, nek res pozitivni dogodek potem, ko ste izvedli delavnico in predali te veščine, znanje? Mogoče ravno to, jaz sem imela par dni nazaj eno pač delavnico potovanja za mlade in med njimi je bila tudi ena zelo luštna punca, ki je zelo zanimalo prostovoljno delo in v Sloveniji in v tujini in za dolgoročni načrt in je res tako izjemno, ker je res zelo veliko zanimalo. Potem sem ji tudi recimo malo predstavila o European Solidarity Corpsu, ker recimo prej ostali še niso slišali zanjo, ona osebno tudi še ni in je res pokazala tak zelo interes za prostovoljno delo in za naprej, za potovanje in se je res videlo, da je bila delavnica zelo všeč in meni je bilo pa tudi super, da sem dosegla za to pač, zakaj sem sploh pri tej programu, a ne, da ozaveščam mlade, da jih spodbudim k potovanju in k trajnostnem potovanju in tudi k prostovoljstvom. Torej, to je bila taka zelo lepa izkušnja z moje strani, ja. Taka navdihujoča zgodba. In tukaj se pojavlja tudi moje drugo vprašanje. Ali je bil že kateri izmed tistih dijakov, mladih, ki so bili vključeni v delavnico, so kdaj prišli k vam s tem, da bi sodelovali kot aktivni prostovoljci, kot vi dve recimo? Ste že imeli kakšen takšen primer? Tudi, ja, mislim, so tudi spraševali po našem programu, potem pa zanimalo jih je pa tudi prostovoljstvo glede otrok. No, in je bilo glih tudi super, da sem jim povedala, kakor si že ti na začetku povedal, za prostovoljstvo na Debelem rtiču. Sama sem tudi prostovoljka na Debelem rtiču, kjer v bistvu prihajajo mladi iz slabih družin, ki v bistvu pridejo za en teden na počitnice, brezplačno jih imamo mi v varstvu. Recimo, to jo je zelo zanimalo in to se mi zdi tudi tako zelo pač pomembno, da otrokom pričaramo eno zelo lepo izkušnjo, ki si jo drugače ne bi mogli omogočiti, če ne bi bilo nas prostovoljstvo in pač združenj, kot je recimo Rdeči križ. Ko ste sedaj omenjali tudi te priložnosti, ne, pa ti programi, za katere mladi večinoma ne vedo, ne. Veliko je takih, ne, za katere še mi sami ne vemo, ki nam omogočajo to potovanje, mobilnost, recimo Discover EU, ne, v okviru katerega je mogoče prejeti brezplačno Interrail vozovnico po Evropi, ne, in tako naprej. Mi je bilo pa prej zelo zanimivo, ko ste izpostavili to dinamičnost, ne, če seveda se potuje v neki ekipi, v neki družbi, ne. Danes to imamo zelo kot samoumevno, ampak je zelo, zelo tudi zahtevna stvar lahko pride do tega, ne. Torej, neka intimna stvar, kako se odločati znotraj družbe, ne, demokratičnost, konsens, dosti psiholoških večin moramo imeti, ne, da se mi dejansko sporazumemo, pa da si izberemo, to pa to bomo obiskali, to pa to doživeli, na tak način potovali, ne, kako mu ustreza. Tako da, kaj pa vajin pogled na to? To je takšna stvar, kot sem povedal, ne, je zelo samoumevno vsem, ampak na koncu lahko pride do veliko konfliktov, ki jih je treba medirati sredi potovanja in je lahko zelo naporno, oziroma na podlagi tega tudi zelo rastemo, no, če tako obrnem besede. Ja. Mislim, osebno, midve sva že zelo veliko skupaj potovali in je v bistvu zelo pomembno, da najdeš nekoga, ki tako na isti način potuje.
da v bistvu midve recimo ne marava onega hitrega tempa, dajmo čim prej vse videti isti dan, ampak midve bolj tako počasi, lepo, dajmo danes to, jutri bomo in tukaj se vidi v bistvu tudi kompatibilnost in pomembnost. Potem recimo imela sva konflikt, Anja rada recimo pač, ko potuje v hostlih, jaz pa še recimo nikoli nisem imela pač izkušnje v hostlih biti in potem smo šli velika grupa v hostlih, kjer so bili 40 pogradov in to je bil v bistvu zame tak šok. In recimo tukaj, ampak potem sem videla, da v bistvu s hostli ni nič narobe, da so in varni in čisti in da res je priložnost, da spoznaš veliko različnih ljudi iz različnih držav. Ko smo bili v bistvu v Španiji, v enem hostlu, smo v bistvu srečali tudi eno slovensko družino in je bilo samo tako, mi smo tudi tukaj. No, tako da to je bila taka ena zanimiva izkušnja, ampak ja, super na koncu. Zdaj, ko ste omenila, mogoče tukaj še lahko dodam, da sva bile pa tudi obe prvič na nočnem vlaku, kjer se je pač se prav spal, da so bili pogradi. Pa zato, ker nisva glih hoteli veliko denarja dajati, sva rekla, ne raba biti same, bova imela pač še 2 noter, v redu bo. Sta bila 2 pograda, šle sva pa v Romunijo. Pa sva šle, obe prestrašene, obe prvič, kaj bo zdaj to, ampak na koncu pač to je taka izkušnja, ki ti ostane v spominu in čeprav se sliši grozljiva, pa tako, ampak na koncu, ko enkrat greš, pač to je nekaj, kar si boš zapomnil za celo življenje. In ne samo to, ampak jaz recimo bi z veseljem ponovila. Meni je bilo, jaz sem spala kar dojenček. Še to, mislim, da midve sva spala 10 ur skupaj na tistem vlaku in mislim, da je bil en najboljših spancev v življenju. Tako da res iz ene take, kakor misliš, bede, nočen vlak, shit, je potem pol to ena zelo prijetna in lepa izkušnja za obe. Tako da v bistvu res pač za mlade, se mi zdi, da pač s tem tudi, kakor sem rekla, zdaj, če mi to promovirava, moramo tudi sami doživeti. Tako. In na ta način tudi se mi zdi, da smo sploh zdaj v zadnjih 2 letih, mogoče 2-3 letih, da smo že kar veliko takih stvari izkusile, od teh hostlov s 50 pogradi do nočnih vlakov in pač take razne zadeve. Da pač zdaj ne samo, da lahko učiva mlade, kako bi bilo super, ampak da dejansko lahko lastne izkušnje deliva in tudi rečeva, midve ne širiva samo neke teorije naprej, ampak najne izkušnje, ki sva jih same doživela. Torej, to ste zelo lepo izpostavili, te lastne izkušnje. In načeloma danes velja, da iščemo vsi potovanja, ki nam nekaj več dajo, ki nas bolj spremenijo. In takšne izkušnje, nekaj, kar naredimo, kar na začetku nismo pričakovali, da bomo, ali pa nas bo pred strah, nas prisili, da se temu prilagodimo, da to sprememo in na koncu najlepše doživetje. In ostane z vsakim. Pa tudi zanimivo, da se na takšnih najbolj stresnih zadevah najbolj spočiješ, kot na tem vlaku. Tako da zelo zanimivo, takšne izkušnje so vedno lepa dodana vrednost, tako pri tej oddaji, kot tudi pri vaših delavnicah, verjamem. In sedaj smo že skoraj pri koncu. Tukaj še vidim QR-kode do vaših novic in profilov na družbenih omrežjih. Še imate kaj za dodati, preden zaključimo? Ne, mislim, da smo kar izčrpno povedali, kar je bilo v zvezi s projektom. Seveda, če ima kdo kakšna dodatna vprašanja, pa upam, da je poskeniral kodo, pa smo itak vedno na voljo. Super, tako smo prišli do konca današnje epizode, ki je bila malenkost drugačna kot običajno. Zahvaljujem se vsem poslušalkam, poslušalcem, gledalkam, gledalcem, ki ste nas spremljali. Zahvala gre tudi vama, Anja in Nadica, da ste si vzeli čas in predstavili izbran program in seveda delili vajne zanimive izkušnje. Hvala. Tako da vidimo se tudi v nadaljevanju te dvodelne epizode, drugače pa že zdaj uspešno delo še naprej. Posnetek epizode bo objavljen na YouTube kanalu Popotniškega združenja, lahko pa ga poslušate tudi v obliki podcasta. Torej, do naslednjič veliko potujte, trajnostno in odgovorno in se vidimo. Bon voyage!